Zelo na kratko. Ja, povabljen sem bil, da imam delavnico, ki ima rdečo nit pravzaprav mladi in vera, ki spregovori o tem, da imajo mladi lahko prostor, kjer so slišani, da so slišani s svojimi težavami, s svojimi vprašanji, z vsem tem, kar je v povezavi z vero, kar jih muči, pa velikokrat ne najdejo prav tega prostora, da jih nekdo sliši in da odkrivamo potem tudi pot naprej, no? Da ni nekaj za mlade, ampak da je skupaj z njimi. Ne, pravzaprav vprašanje sem jim jaz zastavil, toliko, da sem jih malo izzval različna vprašanja od tega, kaj sploh za njih vera je, da so slišani, da spregovorijo in tudi, kje vidijo razne težave, kje vidijo izzive v veri. To se pravi, 10 vprašanj je bilo, razdeljeni so bili v 10 skupinc in to je bilo to. Zdaj, moje poslanstvo je to, ki ga upravljam, se pravi delo s skupinami, ki so povezane z besedo zapor, ampak vsekakor pa je, dokler bom videl kakšnega mladega, bom tudi z njimi. Ne gre za to, da bi zdaj mladi prihajali do mene, ampak jaz jih moram odkrivati, najdeti, poiskati, prijeti do sočloveka. In to je po mojem nedokončan proces. Vedno znova jih iščeš, ker če imamo, bom rekel, otroke mlade, potem jih tudi je pomembno videti. Mladi, ja, na nek način želimo, da bi bili fajn potrošniki, da bi znali zbirati, ampak se dostikrat izkaže, da tudi mi nismo. Ne govorimo o tem, da bi bili zdaj naši mladi toliko drastično drugačni, kot pa generacije pred njimi. Imajo pa svoje posebnosti in to jih oblikuje. Tudi, bom rekel, materialni svet in tudi na nekem verskem področju imajo možnost drugačne izbire, kot pa so imeli mnoge generacije pred nami.